V soboto, 2. aprila leta 2005, ob 21. uri in 37 minut se je svet spremenil. Odšel je papež Janez Pavel II., Karel Wojtyła, človek, ki mu je že v dneh po smrti ves svet priznaval izjemne človeške sposobnosti in zgodovinske zasluge za svetovne politične in družbene premike. Danes cerkev razglaša in potrjuje to, kar je ljudstvo v en glas govorilo takoj po smrti. Karel Wojtyła za svetnika. Njegov prihod na Petrov sedež se je zgodil v času, ko so se komunistični režimi v vzhodni Evropi začeli podirati kot hišice iz kart. Njegov program, da mora demokratična Evropa svoje meje širiti na vzhod, se je začel uresničevati. Karel je zavestno podpiral Poljake, ki so se združili v zvezi Solidarnost in z odločnimi, a miroljubnimi koraki začeli zadnji boj proti komunistični diktaturi. Njegova izkušnja povezanosti z lastnim narodom, ki je v času druge vojne trpel in doživel ogromno krivic in zla, ki mu je bil priča tudi sam, je razvila njegovo sočutje, njegovo občutljivost za vse narode, med drugim tudi za nas, Slovence. Wojtyła je naše sicer legitimne želje po svobodi, lastni kulturi, organiziranju lastnega življenja razumel. V tem je tudi razlog, da nas je Vatikan priznal med prvimi. In s tem, da nas je priznal med prvimi, nam je vrnil mesto v Evropi, ki nam pripada. K temu je treba prišteti še 2 obiska v Sloveniji, ko nas je kljub naši majhnosti nagovoril v našem jeziku. Spominjam se, ko je izrekel tiste znane besede: papež ima vas rad. Wojtyła je bil veliko upanje za nas in to upanje ni razočaralo. S svojim delom je Sloveniji odprl novo pot, novo možnost, novo edinost v družbi, kjer bi morali vladati resnica, pravičnost in ljubezen.